No, najlepša hvala. Nissim Black je mednarodno priznan glasbenik. Sem odvetnik in senčni generalni pravobranilec. Samo eden izmed naju napolni dvorane z ljudmi, ki jih dejansko želijo slišati govoriti. To je bilo res fantastično, Nissim. Naj ti gre vedno bolje in bolje. No, zame je bilo teh 24 ur v Jeruzalemu zares neverjetnih. Včeraj je, kot morda veste, v Veliki Britaniji odstopil predsednik vlade. Samo 2 leti potem, ko je zmagal na prelomnih splošnih volitvah. In danes se v Westminstru že usmerja pozornost na to, kdo bi lahko zamenjal Keira Starmerja. Dolga leta je Izrael gledal na Veliko Britanijo kot na vzor politične stabilnosti. In Velika Britanija je gledala na Izrael kot na državo, ki je vlade menjavala vsakih nekaj mesecev. Če pogledamo dogodke v zadnjih nekaj mesecih, še posebej v zadnjih 24 urah, nisem več povsem prepričan, katera država naj bi bila komu za zgled. A politična nestabilnost ni najpomembnejša zgodba. Veliko bolj me skrbi, kaj nam nedavni dogodki povedo o zdravju demokratičnih družb in še posebej o položaju judovskih skupnosti, tako v Združenem kraljestvu kot po celotnem Zahodu. Včeraj popoldne so člani britanskega parlamenta v Westminstru razpravljali o peticiji, ki je pozivala k preiskavi tako imenovanega, citiram iz predloga, proizraelskega vpliva na britansko politiko in demokracijo. Naj bom jasen. Parlament bi moral razpravljati o težkih vprašanjih. Svobodne družbe temeljijo na razpravi. Nobena vlada, nobena institucija in nobena država ni imuna na kritiko, vključno z Izraelom. Pravzaprav prihaja nekaj najostrejših kritik, ki jih slišimo trenutni izraelski vladi, od mojih sosedov v Tel Avivu, ker ima Izrael živahen, čeprav včasih neurejen javni prostor. Toda demokratične družbe so odvisne od naše sposobnosti razlikovanja med kritiko in predsodki, med skrbnim preverjanjem in sumničenjem, med legitimno preiskavo in teorijami zarote. Kot senčni generalni pravobranilec veliko svojega političnega življenja posvečam razmišljanju o vlogi prava v demokratični družbi. Ena najpomembnejših funkcij prava je, da vzpostavlja razlikovanja. Velika Britanija bi morala preiskati sovražno tuje vmešavanje. Velika Britanija bi morala preiskati vohunjenje. Velika Britanija bi morala preiskati prikrite operacije vplivanja strani sovražnih držav. Rusija, Kitajska in Iran predstavljajo resnične izzive za našo nacionalno varnost. Toda demokracije morajo biti prav tako previdne, da ne zamenjujejo tujega vmešavanja z zakonitim sodelovanjem lastnih državljanov v javnem življenju. In v trenutku, ko začnemo običajno politično udejstvovanje obravnavati kot nekaj sumljivega, oslabimo prav tiste svoboščine, za katere trdimo, da jih branimo. In zato je veliko britanskih judov včerajšnjo razpravo spremljalo z zaskrbljenostjo, ne zato, ker bi se bali razprave, ne zato, ker bi nasprotovali preiskavi, ampak ker prepoznajo določene vzorce. Jezik se spreminja, politični kontekst se spreminja, tarče se spreminjajo, kljub temu pa je lahko osnovni namig včasih presenetljivo podoben. Ideja, da imajo Judi ali tisti povezani z judovsko državo skrit vpliv, ki zahteva posebno preiskavo, ni nova obtožba. To je ena najstarejših laži v zgodovini. In zato se je za mnoge britanske Jude ta razprava zdela neprijetno blizu pripovedi, s katero smo vsi predobro seznanjeni. In nekatere od teh sprememb sem začutil takoj po 7. oktobru. Morda ste videli govor, ki sem ga imel, v katerem sem govoril o primerjanju ljudi, ki služijo v izraelski vojski,
med katerimi so bili, kot veste, nekateri meni zelo blizu, s svojo skrbjo za svojo hčerko. V Londonu, ko nosiš magen David, Davidovo zvezdo, v londonski podzemni železnici. In prvič v življenju sem bil zaskrbljen zanjo. In ta misel je bila zame nova, ne zato, ker bi bila Britanija prej brez antisemitizma. Nobena družba ni bila kdajkoli brez antisemitizma. Ampak zato, ker je veliko Judov začelo dojemati svoj položaj, naš položaj, v britanski družbi kot varen, sprejet in nesporečen. In veliko ljudi je po 7. oktobru spoznalo, da domnev, ki smo jih imeli za samoumevne, ne moremo več jemati povsem za samoumevne. In to je bilo, mislim, ena najbolj bolečih posledic mesecev potem. Ne gre samo za porast antisemitskih incidentov, ne gre samo za zlorabe, ne gre samo za zastraševanje, ampak za občutek med navadnimi Judi, da se od njih pričakuje, da upravičijo svoj položaj v javnem življenju na način, kot se to ne pričakuje od nikogar drugega. Kljub temu ostajam optimističen. Zgodba britanske judovske skupnosti je ena največjih zgodb o uspehu judovske diaspore. Več kot 3,5 stoletja so Judi prispevali k vsakemu vidiku britanskega narodnega življenja. V parlamentu, v pravu, v medicini, v znanosti, v poslu, v izobraževanju, v umetnosti, v javni službi. Judi niso le pomagali graditi sodobne Britanije, ampak njihov prispevek traja še danes. A izzivi so resnični. Antisemitizem je resničen. Ekstremizem je resničen. Pritisk na demokratične družbe je resničen. Toda prav tako je resnična tudi odpornost judovske skupnosti. In mislim, da moramo poudariti eno povsem ključno točko. Zaščita judovske skupnosti ni zgolj judovsko vprašanje. To ni usluga, ki je dana Judom, to ni koncesija, to ni posebna pravica. To je preizkus, ali lahko demokratična družba ostane zvesta svojim lastnim vrednotam. Ko imajo državljani svobodo sodelovati v javnem življenju brez strahu, takrat demokracija uspeva. Zaščita Judov ni ločena od zaščite demokracije. Oboje je neločljivo povezano. Kot nas je vedno učil rabin Lord Sacks, je družba, ki goji antisemitizem, bolna družba. Družba, ki tolerira antisemitizem, je družba, ki je smrtno bolna. In zato je vse to pomembno, ne samo za judovsko skupnost, ne samo za Britanijo, ampak za prihodnost demokratične družbe kot take. In seveda se nocoj srečujemo v Jeruzalemu, edinem kraju na svetu, kjer nikomur ni treba razlagati, zakaj je varnost Judov pomembna. Toda prihodnost judovskega življenja ni bila nikoli odvisna samo od tega, kaj se dogaja v Jeruzalemu. Odvisna je tudi od tega, kaj se dogaja v Londonu, Parizu, Berlinu, New Yorku. In zato je naša naloga, da imamo zaupanje v svojo identiteto, zaupanje v svoje vrednote, zaupanje v vladavino prava, zaupanje v demokratične institucije. In zaupanje, da je tudi v spletnem svetu leta 2026 resnica na koncu močnejša od predsodkov in močnejša od teorij zarote. Izzivi so ogromni, a enako velika je tudi naša odločnost. In če nas judovska zgodovina zadnjih 3500 let česa uči, nas uči tega, da imajo tisti, ki vedno znova napovedujejo propad judovskega naroda, izjemno slab izkupiček pri takih napovedih. Am Israel Chai. Hvala.